Prilagodili smo si svet po svoje in ga uničujemo. Zdaj trenutno se najbrž nisem edina, gotovo nisem edina, me zelo prizadene vojna v Gazi. Ko gledam dnevnik, jokam. Imam pa dosti zidov, oziroma ta čustva zelo skrivam. Jih imam zase oziroma za ljudi, ki so mi najbližje. Kako se spominjaš teh začetkov na nacionalni televiziji? Naporno je bilo. Vstopila sem v svet, ki ga nisem poznala, ki ga nisem pričakovala. Mogoče je moj mehanizem ali pa posledica tega poklica to, da rabim do samote. Ko delam prispevke o pravicah žensk, sem najbolj predana. Ne moreš biti vsem všeč, da v bistvu moraš na koncu dneva iti ti sam sabo spat. Lepo pozdravljeni v podcastu Dolenjskega lista, v katerem gostimo izjemne posameznike in posameznice iz naše regije, ki nas navdušujejo s svojim znanjem, delom, dosežki, talenti, pa tudi s tem, da imajo v sebi zanimive zgodbe, za katere je prav, da jih izve širša javnost. Puščajo seveda pečat v širši družbi. Današnja gostja je oseba, ki jo mnogi poznajo s televizijskih ekranov. No, vsaj tisti, ki spremljajo informativni program Televizije Slovenija, ali pa tisti, ki prihajajo iz Bele krajine. Novinarka, voditeljica Dnevnika, zasebno pa predvsem ljubiteljica psov, morja, kolpe in dobre hrane. Dobrodošla, Vita Vlašič. Živjo. Vita, kako si? V redu. Petek je vsakič fajn. Aha. Veš kaj, zdaj bom pa tako rekla. Nisi ravno vajena biti na drugi strani mikrofona, ampak kamer pa soja odrskih luči oziroma žarometov v studiu pa si vajena. Kako se danes počutiš, ko so evo tudi tule pred tabo luči, mikrofoni in kamera? Pa res je, no? Na nek način je to okolje, kaj bi rekla, mogoče malo znano, da so luči usmerjene vame, ni pa mi ta stran znana. Mi je kar nerodno, no, v bistvu znam boljše postavljati vprašanja, kot pa odgovarjati na nja in sploh pa, ko gre za zasebne stvari oziroma, ko govorim o sebi, znam mogoče kak zid postaviti, tako da se veselim, katere boš podrla. No, tudi mene to zanima, glede na to, da se res pogovarjava prvič takole. Čeprav ja, jaz sem v medijskih vodah, ti si v medijskih vodah že nekaj let, zverzirani sva obe, profesionalki na svojem področju, ampak ni bilo vedno tako. Ko so bila to mlajša leta, si že ti od nekdaj razmišljala o tem, da bi delala na televiziji? Je bila televizija vedno tisto, kar te je najbolj privlačilo? Ne, televizija je bila veliko presenečenje na moji poti sploh, ker sem študirala mednarodne odnose in nisem sploh razmišljala o tem, da bi kadarkoli šla v novinarstvo, sploh pa ne na televizijo. Slučajno me je povleklo tam in ko sem prišla na televizijo, sem imela pomisleke, da mi mogoče to ne ustreza, da bi raje pisala, da bi raje šla kak časopis, ampak televizija te potegne, ta podoba, ta slika, kako kombiniraš podobo z besedo, ta storytelling je drugačen in zdaj ne vidim v bistvu drugega medija. Ampak si bila že v osnovnošolskih letih v novinarskem krožku, torej to neko pisanje oziroma neka javna izpostavljenost, kjer se pod prispevke seveda podpišeš ti, ni tuja. Ni mi tuje, ni mi pa bilo nikdar prijetno, oziroma recimo, da je bil skozi zraven pomislek, kaj si bodo pa mislili, moram pa res dobro napisati, to bo pa res dosti ljudi prebralo, ali pa še skozi imam v bistvu ta pomislek, ne? Dosti ljudi me gleda, dosti ljudi gleda moje prispevke ali pa bere, tako da na nek način poznano, ampak ni pa nikdar bilo to enostavno se podpisati. Če bi se zdaj vrnila v ta leta, ko si izbirala svoj poklic oziroma ko si se odločila za izobraževanje. Hodila si na gimnazijo Črnomelj, tam so se spletla številna prijateljstva in vem, da ste z marsikom še danes tesno povezani na takšen ali drugačen način. Ampak če bi se zdaj recimo vrnila v ta čas nazaj, ko si se odločala za študij, ali bi kaj spremenila? Ker vem, da na začetku Fakulteta za družbene vede ti je bila neka izbira že od začetka, ampak ni bilo mogoče ravno, so bili res mednarodni odnosi tisto, kar te je že kot, bom rekla, dijakinjo zanimalo. Kot dijakinjo v bistvu to, da sem zbrala Fakulteto za družbene vede, je bila odločitev v 4. letniku. Prejšnja leta sem pa bolj razmišljala o filofaksu, kakšnem prevajalstvu. Jeziki so me od nekdaj zelo zanimali. Pa ne vem, kaj se je zgodilo v 4. letniku. Mogoče je ta neka pot gimnazija FDV in obenem novinarstvo.
vidim rdečo nit, da je vse tako generično. Nič ni zelo specifično. Gimnazija je, ko ne veš, kaj bi. FDV je, ko tudi ne veš, čist kaj bi. In novinarstvo je spet te ful stvari zanima, ne moreš se osredotočiti samo na eno. Tako da mislim, da je bila ta pot logična iz tega vidika. Zdaj mednarodni odnosi pa najprej me je zanimala komunikologija. In potem, ko sem na informativnem dnevu spoznala, da gre večinoma za marketing, me ni zanimalo to, da bi bila del nekega kapitalizma, da bi sodelovala tako aktivno pri kapitalizmu. Me je bolj potegnilo v mednarodne odnose, ker je tudi bil še en Metličan, par let prej, vpisan v mednarodne odnose in jih je zelo dobro spromoviral in me je prepričal. Ne vem, če imava iste osebo v mislih, ampak je tudi v informativnem programu Televizije Slovenija, če se ne motim. Oziroma, Belokranjcev je kar nekaj na Televiziji Slovenija. Ni bil ta promotor, bil je drug promotor, ki trenutno dela v Državnem zboru. Okay. Ampak ja, še en mednarodnik in novinar in voditelj Dejan Ladika Metličan. Ja. No, jaz recimo moram priznati, da res veliko spremljam, ne samo Belokranjce, ampak nasploh to pripadnost čutim Dolenjski, Beli krajini, naši regiji in spremljam vse, ki delate na nacionalni televiziji ali komercialni, nasploh v medijih in moram reči, da sem res ponosna na pravzaprav vsakogar, ki se tako iz nekega majhnega kraja potem prebije na to slovensko uveljavljeno sceno in je res dober na svojem področju. Tako da tukaj ti dam takoj en velik kompliment. Hvala. Sama sem namreč vedno bila v čisto drugačnih novinarskih vodah, bolj v športnih. Informativni program je pa pač nekaj, kar ljudje spremljajo, kar je zelo gledano in kjer resnično si zelo izpostavljen. Ampak ti nisi začela seveda z dnevnikom, mineva približno leto dni je zdaj, odkar si vodila prvi dnevnik, Televizije Slovenija, začela si pa seveda popolnoma drugače. Kako se spominjaš teh začetkov na nacionalni televiziji? Ja, 10 let mineva, tako da imam obletnico letos okroglo. Naporno je bilo. Vstopila sem v svet, ki ga nisem poznala, ki ga nisem pričakovala. Zelo me je pa privlačil, da si del informativnega programa na osrednjem mediju. V Desku sem se uvajala, tam sem vstopila in tam je pretok informacij, tam brenči od dogajanja, od pretoka, od piskanja programa, televizije, vse ful dogaja, ful je impulzov. In obenem moraš opravljati svoje delo v nekem džumbusu. Tako da je bilo kar naporno se uvesti, se navaditi na nove sisteme, na nov delovnik, na to, da nikdar ne moreš izklopiti, da ko greš iz pisarne oziroma iz službe, da ne moreš sam zapreti vrat, ampak da se ostajajo skozi odprta. Pa se navadiš, se mi zdi, da tudi razmere so zelo posebne, so zelo specifične. Mislim, da vsaka služba ima svoje specifike in mislim, da ima ta takšno, da jo težko preneseš razmere nekomu, ki ni v tej službi. To je najbolj specifično za vsako službo. Ampak dobiš trdo kožo. Se navadiš, se privadiš, neke svoje mehanizme mogoče razviješ, s katerimi ti je pol lažje shajati s tistimi težkimi deli službe in obenem se polniš v tistih delov službe, ki so pa pozitivni. Koliko ljudi sem spoznala zaradi službe, ki jih sicer ne bi. Se spomniš tistega prvega trenutka in če mi poveš na lestvici od 1 do 10, kakšno tremo si imela, ko si bila prvič kot voditeljica dnevnika, osrednjega? Groza me je bilo. Zelo sem se veselila, ful sem bila vznemirjena. Čakala sem ta trenutek ful dolgo, res sem si to želela. Tako da sem čutila, da moram v enem trenutku tam biti, da je to. Ampak me je bilo pa ful strah. Ne vem, kako sem zmogla tisto tremo umiriti. Nisem šla pogledati te oddaje. Še zdaj ne? Mogoče sem jo pogledala sem takrat, takoj, ko se je oddaja končala. To imam itak prakso, da pogledam, kakšna oddaja je bila, da vidim, če vam kaj za popraviti. Ampak od takrat je nisem. In si ne upam, no. A je bila pol trema za 10, ali kaj? Trema je bila za 11, po moje. Ampak smo naučeni jo shendlati, no. Ravno to sem želela reči, kljub vsem vajam, ker vem, da je tukaj ne samo to, da si imela v bistvu vodanja že prej popoldanskih poročil, da si delala kot novinarka, se pravi, ti si že bila vešča javnega nastopanja,
Ampak tisto je bilo verjetno že zaradi tega, ker gre za osrednjo informativno oddajo nacionalne televizije. Ja, verjamem, pričakovanja so velika, znotraj tebe nek poseben psihološki pritisk. Učijo te tudi hendlanja te treme, ne? Na kakšen način se danes soočaš z njo? Ker predvidevam, da je manjša. Manjša je, seveda je vsakič manjša, oziroma če so recimo predahi med enim in drugim vodenjem daljši, se spet nakopiči. Če pa so manjši, je pa lažje, je čisto enostavno. Včasih je sploh ni, včasih pač pridem in pač odvodim in grem, včasih so pa resne priprave in recimo dihanje. Nujno pred vsako oddajo se grejem, se pravi jezik, grlo, čeljust, da lažje steče beseda, da se jezik ne zatika. Kar se tiče treme, pa mislim, da je dih. Nimam nekih rednih vaj, ampak mislim, da se čist privadiš, da gre. Zato, kot sem zdaj stopila, da so mi te luči domače. Pač navadiš se, domače ti postane in mogoče je... Recimo za tebe ne vem, ko nastopaš pred ljudmi, jaz nisem vajena nastopati pred ljudmi, jaz nastopam pred kamero in jaz ne vem, koliko mene ljudi gleda. V glavi vem, ne, na tisoče, ampak ne vidim jih pa ne in lažje je gledati v objektiv. Meni je lažje gledati v objektiv kot v množico ljudi. A te mika, da bi stopila tudi pred množico ljudi, kot ne vem, voditeljica na nekem odru? Mogoče me mika, ampak je strah oziroma trema je pa še premočna. Dobro, to se bo s časom tudi lahko spremenilo. Vprašam zaradi tega, ker glej, tudi ko si bila mlajša, ni bila televizija tvoja prva izbira, nisi takoj mislila, da boš delala, sploh pa ne, da boš vodila Dnevnika, ne? Kot majhna punčka, recimo, o čem si sanjarila ali pa kakšno je bilo to tvoje otroštvo, prihajaš iz Metlike, majhen kraj, Bela krajina, vemo, dežela srčnih, gostoljubnih, prijaznih ljudi, verjamem, da imaš tudi na otroštvo lepe spomine. Ja, seveda, to, da prihajam iz Metlike, si sama sebi štejem v velik plus. Ampak, ko si omenila nastopanje, ko smo imeli recimo govorne nastope v šoli, grozno me jih je bilo. Nisem prenesla, pa so bili to moji sošolci, pa jih je bilo 20. Ful mi je bilo nerodno. Skozi sem jih dobro opravila, ampak spet iz tega pritiska, iz pričakovanja in pač, ker sem bila dobra učenka, pač je bilo treba vse dobro opraviti. Sicer pa... Odraščati v Metliki je bilo zelo lepo, no? Ne bi tega zamenjala. Mogoče je primerjavi z večjimi mesti manj priložnosti v smislu izbire kakšnih popoldanskih aktivnosti, ampak v kakšnem miru odraščaš, da poznaš svojo okolico, poznaš svoje sosede, svoje sošolce, da se z vsemi pozdraviš. Se pravi, neka skupnost, na katero se lahko obrneš in se one lahko obrnejo nate. Sploh pa to Metlika, ne, Bela krajina, ta neka obrobna pokrajina, ko pol vstopiš v središče države, se mi zdi, da prideš z neko ponižnostjo, kar ne mislim slabo, ampak s tem, da ne prideš, da se naučiš, da nisi nadut, da ti ne vse pripada, da se moraš za stvari potruditi, delati in da si jih zaslužiš, da ti ne kar jih prenesejo na pladnju. To se mi zdi zelo pomembna, bom rekla, ena od življenjskih lekcij oziroma vrednot, ki ti jo lokalno okolje da, da res, ko prideš v večje mesto in Ljubljana je seveda mesto tisočerih priložnosti in tudi možnost razvoja je toliko večja zaradi, bom rekla, megalomanske televizije, vseh projektov, ki se tam izvajajo, ljudi, ki jih srečuješ in spoznavaš. Zdaj mi pa iskreno povej, koliko Bele krajine je še v tebi, glede na to, da živiš v Ljubljani, delaš v Ljubljani, ne vem niti, kako pogosto se vračaš v rodni kraj. O tem sva govorili, ne? Jaz sem najprej Belokranjka, pa sem pa vse ostalo. Mislim, v vsakem dnevu, mogoče to ni tako opazno, tudi zdaj, ko govorim, ne, mi je v bistvu kar nerodno, ker vem, da bodo gledali Belokranjci in mi smo vajeni, ko govorimo en z drugim, da seveda govorimo po belokranjsko. Ampak, se pravi, naučila sem se knjižne zborne slovenščine, mogoče tudi v kateri točki ljubljanščine, na tej točki mi je nerodno, ampak pač tam te potegne, ko to vsak dan poslušaš. Mislim, da je pa v spredju je Belokranjka še skozi, ker še skozi pristopim k vsem izzivom, ki jih imam, k ljudem, ki jih srečujem,
zdaj spet bom rekla s ponižnostjo, no, ampak to mislim v pozitivnem smislu, s pristopom, da smo vsi enaki. No. Bom zdaj ravno prebrala en citat, ki si ga dala tudi v pogovoru z našim novinarjem Igorjem Vidmarjem za Portret tedna v Dolenjskem listu. Kot si sama že dejala, najprej sem Belokranjka, to nosim s seboj, kamorkoli grem. Belokranjci smo lokal patrioti, tudi če živimo kje drugje, se vedno radi vračamo. In kar se mi zdaj zdi zanimivo od tega citata, Gorjanci so krivi, na drugi strani Gorjancev je tudi zrak drugačen, ni isti. Veš, kako ti bom rekla? Jaz sem Dolenjka preseljena v Belo krajino in priznam, vsakič, ko grem čez to mejo, ne, sončna, senčna stran Gorjancev, razmišljam, kje je moj dom. In vem, da je zame velik privilegij, ker lahko rečem, da imam pravzaprav 2 doma. Tistega rodnega v Novem mestu, kjer so še vedno moje najboljše prijateljice, moji starši in konec koncev tudi moje, bom rekla, podjetje ima tu registriran naslov, in na drugi strani seveda družina ne v Metliki, ampak v Črnomlju. Belokranjci vemo, kaj to pomeni. V Črnomlju. V Črnomlju, ok. Lahko greva zdaj malce na tole. Pustiva zdaj knjižno slovenščino, ki smo jo obe vzeli za svojo zaradi pač ljubezni do javnega nastopanja in dela v medijih. Ampak evo, povej malce, lahko v belokranjskem narečju, eno tvoje tako prijazno sporočilo, povabilo, kaj je tisto, zaradi česar se kljub temu, ne, da imamo slabe ceste in da vožnja iz Ljubljane traja do Bele krajine, splača priti. Ne moram pa klikati. Klikaj, da vidimo, kako ti bo to uspelo. Ja, grem jako rada v Metliko, sploh poleti. Kolpa, kot si omenila v vodu, s Kolpo se res povežem, kopam se ful rada, psa tudi peljem na Kolpo. Kaj čemo še po metliško? A te ne mučim, ker vidim, da je treba res preklapljati. No, evo, si pa omenila psička, hišni ljubljenčki, si velika ljubiteljica psov in tega psa, ki ga imaš, si posvojila iz zavetišča. Je res tako? Res je. Kakšen je tvoj odnos, bom rekla malo takole, do narave, do živali, do tega, kako v bistvu ljudje v tem modernem svetu pravzaprav živimo, naš odnos do soljudi in do narave? Če mogoče začnem s psom, to je moj prvi pes. Mi smo doma vedno imeli mačke in nisem nikdar sploh pomislila, da bi imela psa, ne vem, kaj me je tam potegnilo. Videla sem ga na Facebooku objavljenega, pritegnilo me je pa to, da je bila njegova sestrica tudi posvojena v Ljubljano in ime je bilo Vita. In takrat sem vedela, da je on naš. Dali smo mu ime Bowie. Sicer pa, ne vem, z naravo, rada grem v naravo, sploh voda me zelo privlači, ker sem vodno znamenje in to povezujem, da moram biti skozi ob Kolpi, ob morju, ob potokih, ob jezerih, tam se pomirim. Zdaj, kak odnos imamo pa do narave, pa mislim, da slab, ne? Čisto poenostavljeno. Prilagodili smo si svet po svoje in ga uničujemo. Mi bomo šli enkrat z tega sveta, kdo bo pa prišel za nami, pa vprašanje, v kaj bo prišel. V bistvu imam zdaj eno dilemo, ali šla iti v to smer naprej, ali šla iti na bolj sproščene tematike, ampak ajde, ker vem, da je pač novinarstvo tudi del tvojega vsakdanjega življenja, tudi zasebno imaš partnerja, ki ravno tako dela sicer na komercialni televiziji. Kolikokrat vidva med sabo debatirata, recimo, ali pa s prijatelji, ko kam greste? Prej si sama tudi rekla, da ne izklapljaš službe, da praktično je to nekaj, s čimer živiš vsakodnevno 24 ur. Se ti verjetno kdaj tudi kaj sanja, kakšna takšna stvar, ne? Ja. Vse te zadeve, ženske smo velikokrat bolj nagnjene k tem družboslovnim, sociološkim tematikam, da nas to bolj pritegne. Kako je to v tej, bom rekla, v informativnem programu, ki te potem spremlja tudi v zasebnem življenju? Na katere teme si najbolj občutljiva? Ali se o tem sploh želiš pogovarjati, ko si izven delovnega okolja? Ja, mislim, da je glih to pri tem poklicu, da če se ne želiš o teh temah pogovarjati, ko si doma, da pol ga ne opravljaš s tem namenom, kot je verjetno fino, da stopiš ta poklic s tem namenom, se pravi z nekim poslanstvom. Mene najbolj privlačijo teme, socialne teme, kjer se dogaja kakšna nepravica, marginalizirani ljudje, sploh pravice žensk, ko delam prispevke o pravicah žensk, sem najbolj predana. Ali pa recimo istospolno usmerjeni
njihove pravice. Ali pa tudi, recimo, zdaj trenutno se najbrž nisem edina, gotovo nisem edina, me zelo prizadene vojna v Gazi. Ko gledam dnevnik, jokam. Najbrž tudi nisem edina. Ampak hočem reči, da če se ne bi pogovarjala o teh temah doma, pomeni, da me ne bi zanimale in bi jih potem tudi čist brezbrižno opravila v službi in jih tudi ne bi dobro opravila. To je tisto, novinarstvo je način življenja in najlažje je v bistvu delati to, kar imaš res rad, pa s čimer se potem tudi lahko povežeš na takšen način, da o tem bereš in da pokažeš tudi svoje čustva. Zdaj, kot voditeljica dnevnika, jih sicer ne kažeš. Kakšno pa si zasebno? Zelo čustvena? Zelo sem čustvena. Kot sem ti že povedala v začetku, ne, imam pa dosti zidov, oziroma ta čustva zelo skrivam. Jih imam zase oziroma za ljudi, ki so mi najbližje. Včasih se pa mi zgodi, da jih imam pod površjem in jokam, da jih tako dam ven. Se mi je pa recimo zgodilo tudi lani ob poplavah, ko smo imeli, mislim, da smo imeli izredno oddajo, ali pač tiste dni, ko je bilo najhujše. Mislim, da je imela ravno Petra Držaj vklop v oddajo, ki sem jo vodila, in je vmes med njenimi odgovori smo spustili izjavo ljudi, ki so opisovali, kaj se jim dogaja, in je tista ženska bila tudi, ki je dala izjavo, je bila v zelo slabi situaciji in je zelo trpela. In sem takrat, ko sem poslušala to izjavo in čez 5 sekund bi morala reči, Petro vpraša drugo vprašanje, sem se morala zelo zbrati, sem že imela solzne oči. To se mi je edinkrat zgodilo, da me je čustvo med samo oddajo toliko zadelo. Pa ne, da sicer ne bi čutila med oddajo, ampak takrat je adrenalin toliko visoko in tudi se moraš profesionalno zbrati, ne moreš svojih čustev metati naprej, ker je informacija v ospredju. In takrat sem, mogoče se je videlo v kakšni sekundi, preden sem se zbrala, da sem v tisti izjavi od tiste ženske in da čutim njeno trpljenje. Sicer pa se mi to pač ne zgodi. Ampak veš, kaj me zanima, ne? Jaz se tega zelo pogosto sprašujem, ne? Okay, ja, razumem, ne, novinarstvo, pa objektivizem, pa potem spet voditelji, pa profesionalen odnos do svojega dela, ampak kadar pride do takšnih zadev, ne vem, kakšno je, bom rekla, kakšno je pravilo ali pa kako vas učijo, a je res treba biti tako, bom rekla, da ne pokažeš čustev, ali je vendarle v informativnem programu, bom rekla v narekovajih, dovoljeno biti tudi človek, preprosto človek. Ker se mi zdi, da kadarkoli, tako ko res pozorno opazujem kakšne voditelje, voditeljice, bodisi da gre za žalostne situacije ali pa za neka, ne vem, slovesa, bodisi smrt, bodisi neko upokojitev ali pa, ne vem, zadnje vodenje, ne, na televiziji, tisti dolgoletni sodelavci, ki se potem poslavljajo. Mislim, meni se zdi okej, da se pokažejo čustva, ne. Tudi če je to voditelj informativne oddaje, ga jaz gledam še vedno, pa saj je človek. Seveda je treba pač objektivno poročati kot novinar, ampak na drugi strani mislim, da voditeljstvo je še zmeraj neka taka vloga, kjer je malce več tega dovoljenega. Kako se ti s tem soočaš oziroma kako so vas učili? Zdaj, učili nas niso o tem, ne, kaj se sme in kaj se ne sme, mogoče iz konteksta ali pa iz neke tradicije prevzameš tisto, kar so počeli pred tabo, ali pa najdeš, kaj tebi ustreza. Jaz se s tabo strinjam, da si človek tam, da ne moreš biti robot, če se kaj slabega zgodi, če poročaš, če bereš o tem, da je, ne vem, koliko ljudi umrlo, ali pa koliko ljudi so prizadele poplave, ali pa če bereš o tem, da je bil Ljubljanski maraton in da so se ljudje imeli fajn. Se te v obe smeri čutiš, kaj bereš oziroma o čem poročaš, kaj se dogaja. Ne moreš iti pa v ekstreme, ne moreš pa tega zelo močno pokazati, ker sicer gledalci opazujejo tebe. Ti pa si želiš, da bi poslušali informacijo. Vsebina, ja. Mi smo tam, da prenašamo informacijo, sicer je fajn, če smo fajn, ne, da fajn nastopamo, da smo prijazni in profesionalni in strokovni in tako naprej. Ampak point je informacija, ne, in če jo zabrišeš s čim drugim, nisi dobro opravil svojega dela. Prej si že omenila, ker je to del tvojega vsakdanjega posla, ta džumbus in številne informacije. Kako se izklopiš? Kaj narediš, ker mir potrebujemo vsi? In tudi to, da se ti fokusiraš na svoje delo, da si zbrana pred kamero, da se pripraviš na to, kako odvoditi zadeve. Kaj takrat narediš? Ker tekom celega dneva 1000 informacij, 101 glasov okrog tebe, kako to potem?
spelješ. Ko si v službi, nimaš kaj dosti prostora, ne? Takrat pač preguraš, ne? Preguraš tiste ure, ko si tam. Doma moraš pač najti nek mehanizem, ne? Eni tečejo, ne, eni meditirajo, meni pa še sicer obojen, ampak ne počnem tega zelo pogosto. Mogoče je moj mehanizem ali pa posledica tega poklica to, da rabim do samote. Da recimo se po službi težko najdem voljo za neko druženje, a pa čez vikend, a pa tiste dneve, ko sem prosta, ker imamo tudi delovne vikende, ne grem v družbo. Sem s psom in s partnerjem in gremo kam naravo ali pa pač smo doma, smo pač v tišini v svojem zavetju. Ne. Tam se polnimo, vsi trije. Omenila si tek, je pa tvoja preteklost tudi povezana s športom. Kar mi je zelo zanimivo, slišala sem nekaj prigod, glede na to, da si hodila na gimnazijo Črnomelj in da jaz tam pač poznam zdaj par ljudi, ki so mi povedali nekaj takih simpatičnih zgodbic, pa te bom zdaj malce spomnila. Povej mi, kako se spomniš šolskega plesnega festivala? Zelo lepo se ga spomnim. Spomnim se dela, ko smo plesali z razredom, to smo se zelo dolgo pripravljali in smo bili zelo uspešni, zelo smo se zabavali. Je bil pa tudi tekmovalni del. Nam je bilo pa ful zabavno, smo se učili koreografije, ja, zelo lepi spomini. Okay, potem naslednje vprašanje je ravno tako povezano s športom, ker to je pa pač bolj moje področje. Odbojko si trenirala in bila si ena liderk ekipe, zelo uspešne članske ekipe še takrat v Črnomlju. Same dobre besede sem slišala o tebi, od tvoje nekdanje trenerke Simone, in bi mogoče zdaj obudila kakšen spomin tudi na to, koliko ti je šport dal za to neko, bom rekla, aktivno življenje, mentalno pripravo, disciplino. Skratka, šport ti vedno da cel kup enih lekcij za življenje. Kaj je dal tebi? Ja, odbojka je ena mojih večjih ljubezni življenja, sicer že dolgo nisem žoge držala v rokah, Simona, ne mi zameriti. Pa Lida tudi. Pridi malo, izmetnike v Črnomelj. Lida je bila tudi zelo pomembna, Lida Orlič je bila zelo pomembna trenerka moja v osnovni šoli, obe sta igrali zelo veliko vlogo pri moji odbojkarski poti. Tudi še ena stvar, ki je ne bi zamenjala v življenju. Veliko časa in volje je vzela odbojka. Po šoli smo imeli trening, pa sem naredila nalogo, pa sem šla na trening, pa sem se šla zvečer spet učiti. Skratka, ni bilo nekega prostega časa, oziroma je bila odbojka del prostega časa. Lep del odraščanja. Tam sem imela najboljše prijateljice, to je res neka skupnost, ki jo razviješ. Ful mi je pomenila ta skupnost. Dosti časa smo skupaj preživele, sploh pa ta disciplina, ki si jo omenila. In je še en del tistega, da se moraš potruditi, da moraš delati, da nekaj dosežeš, da ni samoumevno, da nisi takoj uspešen, da dolgo moraš vaditi, ne vem, servis v skoku, da ti sploh rata žogo dati čez. In pol, ko ti, wow, bravo. Ne. Tako da ja, priporočam. Se pravi, tudi poleti ne igraš recimo odbojke na mivki? Zdaj res že dolgo nisem, je bilo pa tisto obdobje v gimnaziji, oziroma mogoče še prej v osnovni šoli, ko smo s prijateljicami oziroma soigralkami hodile vsak dan v Pozemelj, smo hodile na kopališče, tam smo igrali cel dan na soncu, pa smo se šli skopat, tako da tiste počitnice so bile res ful dobre. Ker pa sva se že navezali na vzgojo, na trenerko in na to, kaj ti šport da, se vrniva še mogoče par let, ali pa v bistvu se ne bova vračali, ker je to tako ali tako proces, ki teče skozi življenje. Pomembno vlogo seveda pri tvojem odraščanju, pri vzgoji, pri tem, kaj si dosegla v življenju, imajo tudi tvoji starši. A sta tvoja največja navijača, mami pa oči? Absolutno. Prva, največja, večna, od nekdaj. Vedno tako pozitivno ali tudi dobiš kakšno kritiko, glede na to, da sta zelo znana v teh vodah, oziroma vsaj oči, mami je pa pedagoginja, učiteljica, ne vem. Učiteljica likovne vzgoje. Tako da ja, imaš dobre temelje, kar se tega tiče, in zdaj povej, sta kritična ali sta bolj nagnjena k pohvalam? Recimo, mama vsakič pohvali, oče pa obojeno pohvali in obenem on pravi temu, da da v kontekst. Zadnjič je bilo pa malo slabše, zdaj je bilo pa malo boljša. Skratka, dobimo oboje, ne bi temu rekla, da je kot neka glasna kritika, ampak pač nek namik na to, kaj se da izboljšati.
Me prav zanima, kaj boste Evo danes povedali, oziroma po tem podcastu, ko bo predvajan. Kaj bi pa ti recimo želela sporočiti ljudem, ki so mogoče, bom rekla, prej si sama omenila, ne, to samokritičnost oziroma pričakovanja drugih, a ne. Jaz vedno rečem, ne, in to smo zdaj, mislim, da že večkrat tudi izpostavili, ko sem se s kakšnimi gosti takole pogovarjala, da itak ne moramo biti vsem všeč, ne moramo ugajati vsem, ne. Ni pa dobro biti preveč samokritičen in nagnjen k perfekcionizmu, ker tudi to nas ne pripelje daleč. Kje si ti mogoče v odnosu do sebe, do tega, kako delaš in kaj drugi ob tebi pravijo zdaj, ko imaš že 10 let teh res televizijskih izkušenj za sabo? Na začetku si se, sama si rekla, bolj obremenjevala s tem, kaj bodo drugi rekli, in si tudi vedela, da boš pod pritiski javnosti. Danes verjetno ni več čisto tako, malo drugače gledaš na vse skupaj. Ja, spet se bom ponovila. No. Dobiš debelo kožo oziroma ugotoviš, kaj je pomembno in kaj ni. Naučiš se to, kar si rekla, da ne moreš biti vsem všeč, da v bistvu moraš na koncu dneva iti ti sam sabo spat. Sam sebi priznati svoje napake in svoje uspehe, oboje. Če ti je nekdo izpostavil neko napako, da to sprejmeš, da ne, to je bila moja napaka, žal mi je, naslednjič se bom potrudila, da je ne bo. In obratno, to sem naredila ful dobro, bravo. Bi pa rekla temu teh 10 let, temu rečem, da se mi je toliko stvari zgodilo v tem času, da je to 3 življenja nazaj. In da je ta samokritičnost se je dostikrat, vse se še vedno, ampak vse manj, ampak se pokaže tudi tudi na zdravju, no? Na neki, ne vem, duševnem zdravju, tesnoba, take stvari, in se mi zdi, da pol tudi povezavi s tem, če zadržuješ čustva in če zadržuješ to samokritiko, če si perfekcionist, če nikdar ni dovolj, da si nikdar ne rečeš bravo, zdaj pa si lahko dahnem, da se pač zadržuje v telesu in se pač pokaže na različnih nivojih, se vsak ima svoje težave. Res je. To se strinjam. Kaj bi mogoče še rekla o sebi tistim, ki te ne poznajo? Evo, takole zdajle na prvo žogo, povej čisto na kratko, kdo je Vita? Vita je 33-letnica, belokranjka, oboževalka pice, kaj pa vem, partnerka, Ljubiteljica psov. Evo. Dala ti bom še nekaj takšnih kratkih vprašanj, kjer izbiraš med 2 odgovoroma. Torej, če rečem, glasba ali šport? Glasba. Slovenija ali Hrvaška? Slovenija. Ko greš na dopust, Hrvaška obala ali nekje, kjer te nihče ne pozna? Hrvaška obala. Ampak tudi tam me nihče ne pozna, ker grem daleč. Odlično. Srednja šola ali študentsko življenje? Študentsko življenje. Nacionalka ali komercialna? Nacionalka. Ni bilo dvoma, kaj boš rekla. Psi ali mačke? Psi. Okay. Rock ali pop? Tu pa na sredini. Okay. Če sprejmeš ta odgovor. Tudi je v redu. Zdaj razmišljam še, če vidiš, tudi meni se kakšna stvar takole, da v glavi ne vem točno, kaj bi te še vprašala, ampak vseeno, no, jaz vedno tako rečem, imava tule kavico pred sabo, jaz upam, da bo še veliko priložnosti za kakšno kavico tudi v živo, pa tako, kot sem ti že prej rekla, ne, če si boš zaželela igrati odbojke, pokliči, napiši sporočilo, mislim, da te bodo tudi tvoji belokranjski prijatelji in prijateljice veseli, da se še kaj podružite, saj verjamem, da neke stike ohranjate, ampak vseeno, tega je veliko. Ker pa si res tesno povezana z informativnim programom in vsakodnevnim delom na televiziji, mi pa za zaključek povej, kdo so ljudje, katerim bi se mogoče, poleg staršev seveda, ki te ves čas spremljata, najbolj zahvalila za to, da si po 10 letih tu, kjer si. Kdo je najbolj zaznamoval tvojo pot? Evo, to je zdaj priložnost. Zdaj v vidiku te osebne rasti najprej sebi. Če ne bi bila tu, če se ne bi potrudila in če ne bi delala. Ampak najprej partnerju, on je bil tudi moj sodelavec včasih, preden nas je zapustil na komercialko, tako da je v vsakem primeru tudi takrat bil in še vedno je velika podpora. V profesionalnem smislu pa najprej Dejan Vladiki. On mi je odprl pot oziroma mi je pokazal, da je to možnost, novinarstvo in televizija. In je vsakič tudi bil podpora ob mojem delu.
Zdaj pa si ne upam še naprej naštevati, izpostavljati ta glavne, ki mi kapnejo v glavo, ko to vprašaš. Če pa grem naprej naštevati, bom pa gotovo koga pozabila, tako da rajši komu ne bi zamerila. Zelo kolektiv poln podpore imam in gotovo je bilo veliko ljudi na poti, ki so mi pomagali, me usmerjali in da sem pač tukaj, kjer sem. No, jaz ti želim predvsem, da te naprej še podpirajo in da verjameš vase in da to tremo, ki jo imaš pred mogoče javnim nastopanjem pred občinstvom, spustiš na tisto raven, da boš vendarle kdaj mogoče tudi izven studija, ker se mi zdi, da te ima kamera rada. Prijetno je bilo poklepetati s tabo in verjamem, da so tudi naši poslušalci in gledalci izvedeli še kaj o tebi, kar še ne vejo. In naj bo uspešno še naprej, naj bo naslednjih 10 let še naprej tako uspenjajočih, če pa bo kakšen padec, sem pa prepričana, da se boš znala tudi pobrati. Hvala za gostovanje, hvala za lepe želje in enako. Ja, hvala ti. In hvala vam, cenjeno občinstvo, da ste bili z nami tudi tokrat. Spremljajte podcast Dolenjskega lista še naprej.